Leto 2020 je za nami. V veliki meri pa ga je krojila epidemija koronavirusa, zaradi katere je žal odpadla tradicionalna prireditev Avtomoto zveze Slovenije, Motošportnik leta. Vseeno bodo izjemni športni dosežki voznic in voznikov pod okriljem Avtomoto zveze Slovenije, Nacionalne športne zveze za motošport in karting, ostali zapisani v zgodovino. Vsem prejemnikom pohvalov in priznam iskrene čestitke. Zahvala tudi vsem vam, ki ste v minulem zelo stresnem letu tekmovali in omogočili, da se je tekmovalna sezona zaključila. Vsem športnikom in organizatorjem želim, da se vam v letu 2021 izpolnilo čim več ciljev, ki ste si jih zastavili, in da bi končno lahko zopet navijali in stiskali pesti za vas, tudi gledalci na športnih poligonih. Jan Poropat je prepričljivo osvojil naslov najboljšega v razredu Minimoto Open, čeprav mu je kar nekaj časa pošteno za vrat dihal mladi Etienne Cantar-Božič. A prekaljeni mojster Minimota se ni pustil ugnati. 3. mesto je zasedel Valter Poropat. V razredu Minimoto Otroci 1 je o naslovu državnega prvaka odločala zadnja vožnja v sezoni. V njej je Tijan Krševan premagal Tristana Rupelija in si privozil naslov najboljšega v tej kategoriji. Na 3. mestu je pristal Nik Podpečan-Vehovec. Tadej Mavr Guštin sezone v AMZS Centru motošporta in kartinga v Slovenji vasi v razredu Minimoto Otroci 2 ni začel najbolje, a je nato na preostalih 4 preizkušnjah zmagal v vseh vožnjah in se zavihtel na sam vrh. Že enkrat sezona je bila res zelo lepa in bomo videli, kako bo naslednje leto. Za njim sta se zvrstila društvena kolega Taj Komel in Matija Kodarin. V kategoriji Mini GP10 je bil najbolj suveren Enej Krševan, ki je na 4 preizkušnjah sezone v vsaki vožnji ciljno črto prečkal prvi ter zasluženo osvojil naslov državnega prvaka. Na 2. mestu je pristal Enej Logar, na 3. pa Filip Lah. Naslov najboljšega v razredu Skuter 70 je odnesel Nejc Kogovšek, ki je konstantno nabiral točke na vseh 5 dirkah, a se je moral zato pošteno potruditi vse do zadnjega kroga zadnje vožnje. Drugi je bil samo s 4 točkami manj v skupnem seštevku Klemen Švara, 3. pa Luka Koren, ki je vozil le na 2 preizkušnjah v sezoni. V skupnem seštevku točkovanja društev si je naslov najboljšega v državi prislužilo društvo Gas Vrtejba. 2. mesto je zasedlo društvo AMD Orjaki, 3. pa AMTK Koper. Cestno-hitrostni motociklisti so se po 2 letih zatišja znova merili za državno prvenstvo. Zaradi vremenskih razmer in epidemije koronavirusa ni bilo izvedeno v celotnem programu, a je vseeno postreglo z zelo zanimivimi boji na asfaltnih dirkališčih na Grobniku in Pannonia Ringu. V kategoriji Supersport 300 si je z 2 zmagama prvo mesto zanesljivo privozil Gašper Hudovernik, ki je dobro kljuboval tudi nekaterim tehničnim težavam. Gašper Čarman in Primož Vindišar mu nista bila kos, ter sta zasedla 2. in 3. mesto v skupnem seštevku. V razredu Supersport 600 je bil najboljši Žan Modic. Na drugi dirki je zmagal. Nisem imel čist v glavi, kako se druge fante peljajo, kam spadam, tako da sem bil čist, kakor se bo odvijal. In ob 2. mestu na prvi dirki na Grobniku je to zadostovalo za naslov najboljšega v državi. V tesnem boju sta si 2. in 3. mesto razdelila Domen Lipnik in Dejan Ločnikar. Razred Superbike je minil v znamenju premoči Marka Bolka. Član AMD Trebnje se ni pustil presenetiti in je suvereno prišel do naslova najboljšega v tej kategoriji. Za 2. mesto sta se merila Nejc Dežman in Matic Berzin. Odločale so malenkosti in boljša vožnja na zadnji dirki na Pannonia Ringu, kjer je bil boljši nekdanji uspešni smučarski skakalni reprezentant Dežman.
V prvenstvu društev so največ točk zbrali člani društva 2N Race, drugi so člani AMD Trebnje, na tretjem mestu pa člani AMD Kranj. Posebna priznanja Avtomoto zveze Slovenije gredo v roke Petru Verbiču za prispevek in dolgoletno delo v cestno-hitrostnem motociklizmu. Tega priznanja sem seveda izredno vesel in se tudi zahvaljujem Avtomoto zvezi. Po drugi strani me pa še posebej veseli, da je bilo moje delo v vseh teh skoraj 50 letih prepoznano. Prepričan sem, da bo Avtomoto zveza še vedno naprej delovala v interesu članstva in pa seveda razvijala šport v taki meri, kot ga je doslej, kar nedvomno rezultati so povsem jasni in seveda vidni. Marku Kastelicu za izvrstne mednarodne dosežke v kartingu in Katji Pivk, ki je proglašena za najuspešnejšo motošportnico leta 2020. Državno prvenstvo v trialu je obsegalo 3 zahtevne preizkušnje, ki so se jih voznice in vozniki lotili z zavzetostjo in veliko mero poguma. Državne prvake za leto 2020 smo dobili v 4 različnih kategorijah. Med moškimi v najzahtevnejši kategoriji Trial GP je tekmece in motor najbolj suvereno obvladoval Severin Sajevec. Prvo rečem, da sem zadovoljen, želel bi si še večje konkurence, seveda predvsem tukaj pač iz tujine, ampak žal razmere take, kot so. Dobil je vse 3 preizkušnje in potrdil, da je v tem trenutku prvo ime moškega triala v Sloveniji. V ženski konkurenci si je naslov državne prvakinje privozila Lucija Sajevec, ki je nastopila zgolj na 2 preizkušnjah, a to je vseeno zadostovalo za prvo mesto. Predvsem Tjaša Fifer se ji je močno približala, na 3. mestu pa je pristala Ines Pezič. V razredu T1 je do naslova državnega prvaka prišel Matej Kermauner, ki je prvo preizkušnjo v Lukovici izpustil, nato pa izvrstno odpeljal preostali 2, kar je bilo dovolj za prvo mesto. Na 2. in 3. sta se zvrstila njegova društvena kolega Damjan Max Zorko in Max Dežnak. Naslov državnega prvaka v kategoriji T2 pa si je privozil Srečko Tojnko. Na vseh 3 preizkušnjah v sezoni je pokazal največ konstantnosti, kar ga je nagradilo s 3 drugimi mesti, a v skupnem seštevku je bil malce boljši od Klemna Setnikarja in Davida Pevca, ki si bo leto 2020 zapomnil po skupnem 3. mestu. Državno prvenstvo v kartingu je obsegalo 3 dirke, na vsaki pa so bile na sporedu po 3 vožnje. To je pomenilo tudi kar nekaj možnosti za popravne izpite, če se je komu kaj ni izšlo vse tako, kot je načrtoval. V kategoriji Rotax Micromax se je najbolj izkazal Nik Ščulac. Dobil je namreč 8 od skupno 9 voženj v sezoni ter je zasluženo na vrhu. Daleč za njim sta zaostala David Planko na 2. in Luka Simonič na skupno 3. mestu. Prepričljiv in zelo suveren v razredu Rotax Minimax je bil Nik Trobec, najhitrejši na ciljni črti na 7 od skupno 9 voženj sezone. Mark Mušič na 2. in Aljaš Vidmar na 3. mestu sta lahko prav tako zadovoljna z dosežkoma, četudi sta točkovno kar pošteno zaostala. V kategoriji Rotax Max Junior je slavil Dimitrij Mlakar. Ja, pričakujem, da bom večkrat še državni prvak in upam, da bom šel kdaj na svetovno. Naslov državnega prvaka si je pripeljal po zaslugi zadnje dirke, na kateri je 3-krat suvereno zmagal in za seboj v skupnem seštevku pustil Maja Sadarja in Taja Kovačiča, ki sta se zvrstila na mestih 2 in 3. Katja Pivk je v razredu Rotax Max Senior dominirala skozi vse 3 dirke. Prepričljivo je dobila vseh 9 voženj in se zavihtela do novega naslova državne prvakinje. Ta naslov državne prvakinje mi v bistvu lahko bi rekla, da ta največ pomeni, ker sem ga res dolgo časa čakala. Lahko bi bil sicer prej, ampak se je zmeraj kaj zalomila, ampak na vse zadnje je le prišel domov. Na 2. mestu je pristal Matic Kolmanič.
tretje v skupnem seštevku pa je pripadlo Kaji Kralj. Izjemno suveren in nepremagljiv na domačih stezah v letu 2020 je bil v kategoriji Rotax DD2 tudi Ksen Deruve. Prepričljivo je dobil vseh 9 voženj in tekmecem ni pustil blizu. Na mestih 2 in 3 v skupnem seštevku sta Anže Dovjak in Primož Matelič. V kategoriji KZ2 se naslova državnega prvaka veseli Jan Skledar. Najbolj se mu je približal društveni kolega Vid Pšajt, ki je na koncu v skupnem seštevku zasedel drugo mesto. Tretji pa je bil Simon Jezeršek. V prvenstvu društev je naslov državnega prvaka v kartingu za leto 2020 odneslo Avtomoto društvo Ptuj. Drugega mesta se veselijo člani AMD Šlander Celje, na tretjem pa so člani AKK Sportstil. Klejte AMZS idealno linijo in podpirajte slovenski motošport. Za nami je leto, kot ga še ni bilo. Vsi, ki ste si prislužili pokale in priznanja, ste dokazali, da ste upravičeno v vrhu slovenskega motošporta in kartinga. V svetovnem merilu pa je naše prvo ime Tim Gajser. Za njegove presežke v motokrosu težko najdemo primerne besede. Sledite njegovemu vzoru, trenirajte in se po najboljših močeh trudite. Mi vam bomo postali ob strani in vas tudi, tako kot sedaj, vse skozi podpiramo. Državno prvenstvo v Speedwayu je bilo konec septembra v Krškem. Po zaporednih kar 18 letih vladavine Mateja Žagarja se je naslova najboljšega speedway voznika v Sloveniji razveselil Matic Ivačič. Vesel sem, da smo pripeljali tega prvaka v Krško, da sem prvak. Tako da upam, da bo tudi mladi fantje videli, da se speedway razvija v Krškem in da bo začeli in da nas bo iz leta v leto več. Na zmagovalnih stopničkah sta mu družbo delala Nik Škorja in mladi up Anže Grmek, ki se je ovenčal z naslovom državnega prvaka med mladinci, med katerimi je bil drugi Miran Praznik. V prvenstvu društev je naslov najboljšega pripadal AMD Krško, drugi so Ljubljančani, tretji pa člani speedway tima iz Lendave. Dobitniki priznanj za najboljšega organizatorja dirk državnega prvenstva v posamezni panogi v letu 2020 so AMTK Koper za organizacijo dirke v minimotu, supermotu in za skuterje 20. septembra v Krškem, AKK Sportstil za organizacijo dirke v kartingu konec julija na Vranskem, Motocross Akademija Sašo Kragelj za pripravo dirke v motokrosu v začetku oktobra v Orehovi vasi. AMD Krško za organizacijo dirke v Speedwayu na domači progi. In še enkrat AMTK Koper za pripravo preizkušnje v trialu, ki je bila konec septembra v Idriji. Posebnega priznanja za organizacijo državnega prvenstva v cestno-hitrostnem motociklizmu je deležno tudi društvo 2N Race. Državno prvenstvo v motokrosu je imelo na sporedu 6 dirk na 5 različnih prizoriščih. Na zadnjem na progi Prilipe pri Bležicah so lahko organizatorji izvedli le eno vožnjo, saj jim jo je pošteno zagodlo vreme. Med najmlajšimi, ki so vozili v pokalnem prvenstvu, se je na 50 kubičnih motorjih najbolje odrezal Leo Gajser. Najtežje je bilo tam gori, ko so bile zelo velike luknje, druge linije ni bilo in sem šel čim bolj noter, da ne bi fejs luknje. Mladi up motokrosa je bil malce premočan za Taja Goleža na drugem mestu, na tretjem v skupnem seštevku pa je Tim Repnik, sicer društveni tekmec pokalnega zmagovalca. V razredu MX65 je največ pokazal Miha Vrh. Dobil je 4 od skupno 5 dirk v tej kategoriji ter z zajetno prednostjo za seboj pustil na drugem mestu Roka Pestenjaka in tretjega Jana Jakoba ter prišel do naslova državnega prvaka.
Jaka Peklaj je v razredu MX85 opravičil vlogo favorita, četudi se mu nekatere vožnje niso povsem posrečile. Vseeno je naslov državnega prvaka zasluženo v njegovih rokah. Na drugem mestu je pristal Žan Oven, na tretjem pa Tine Novak. V kategoriji MX125 je suvereno tekmece celotno sezono premagoval Gal Hauptmann. Naslov državnega prvaka si je privozil s 5 zmagami na 6 dirkah. Ja, včutki so dobri, sezona je še kar po planih. Danes sem imel več smole, v bistvu nisem na vožnji sfere, tukaj na zelo nisem naredil. Ampak ja, sem po vseh dirkah, tudi ostali sem imel 100% skupiček, tudi sem zelo zadovoljen. Še najbolj sta se mu približala Alen Gajser, ki je skupno drugi, in Tilen Demšič na koncu na 3. mestu. Razred MX2 je postregel z zanimivimi obračuni na vseh 6 dirkah. Najbolje je z njimi opravil Jaka Završan, ki je osvojil naslov državnega prvaka pred prav tako zelo dobrim Denisom Jakšo. Na 3. mestu je za prvima kar pošteno zaostal Tilen Tič. V odprtem razredu je naslov najboljšega v državi v letu 2020 pripadal Petru Irtu, ki je najbolj konstantno nabiral točke na vseh 6 dirkah. Sezona je bila lepa, na začetku je bila mogoče malo bolj zanimiva, težja, kajti bila sta in Tim in Jan Pancar na tekmah, zaradi določenih situacij, ki so letos tako spremenile sam potek vseh sezon, pa ne samo sezon, tudi česa drugega, so se tekme prekrivale, tako da sem na koncu ostal sam in pridobil ta naslov. Dobro se je odrezal tudi Urban Ražman, ki se mu je na zadnji preizkušnji posrečilo zadržati drugo mesto v skupnem seštevku. Zbral pa je 5 točk več od tretjega Mihe Bubliča. Pri veteranih nad 40 let je bil najboljši Sašo Kragelj. Vozil je na 5 dirkah in suvereno dobil vseh 10 voženj. Tekmeci mu preprosto niso bili kos. Seveda na koncu pa je tudi osvojen moj 24. naslov, o katerem danes še nisem imel časa niti razmišljati. Najbolj se mu je približal Simon Laurin, ki je osvojil drugo mesto, na 3. pa je pristal Ciril Podržaj. V kategoriji veterani 50 se naslova državnega prvaka veseli Andrej Rus, ki je na vseh 6 dirkah sezone pokazal največ konstantnosti pri nabiranju točk. Na drugo mesto se je v skupnem seštevku uvrstil Zlatko Vavpotič, 3. pa je pripadlo Bogomirju Gajserju, ki je vozil le na 3 preizkušnjah in vse 3 tudi dobil. Med društvi so si naslov najboljšega v državi v motokrosu v letu 2020 privozili člani AMD Šentvid Prestični, ki so presegli mejo 1000 točk. Na drugem mestu so člani AMD Radovljica, 3. pa člani MSK Notranjska. Posebna priznanja za najboljšega voznika posamezne panoge v letu 2020 so dobili Enej Krševan v cestno-hitrostnem motociklizmu, Ksen Deruve v kartingu, Tim Gajser v motokrosu, Matej Žagar v speedwayu in Severin Sajevec v trialu. V cross-countryju so bile v letu 2020 na sporedu 3 dirke, ki so štele za državno prvenstvo. Na vseh so se tekmovalci srečali z različnimi pogoji za dirkanje, a so pokazali zvrhano mero poguma in znanja obvladovanja motorja. Državna prvaka smo dobili v 2 kategorijah. V razredu junior 23 je bil najboljši Gal Hauptmann. Le malo za njim je na drugem mestu Ali Al-Hiasat, 3. mesto pa je pripadlo Boru Brejcu. V kategoriji Enduro 85 se naslova državnega prvaka za leto 2020 veseli Nik Podobnik. Na drugem in 3. mestu pa sta pristala njegova klubska kolega Tine Novak in Nace Jelenc. Posebna priznanja prestižne kristalne čelade Avtomoto zveze Slovenije za 5 osvojenih naslovov državnega prvaka v posamezni panogi prejmejo Katja Pjuk v kartingu. To je v bistvu moj 5. naslov državne prvakinje in tudi komaj dočakana kristalna čelada. Jan Poropat v minimotu.
Sašo Kragelj v motokrosu. Prav tako je Avtomoto zveza Slovenije podelila posebna priznanja za mednarodne dosežke v letu 2020. Prejeli so jih Tim Gajser za prvo mesto in naslov svetovnega prvaka v motokrosu v razredu MXGP. Matej Žagar za 11. mesto v svetovnem prvenstvu v Speedwayu. Jan Pancar za 20. mesto v svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MX2. Ksen Deruve za prvo mesto v kartingu v razredu Rotax DD2 v srednje evropski coni. Sebastian Bergant za prvo mesto v kartingu v razredu Air Masters v srednje evropski coni. Jan Poropat za 4. mesto na evropskem prvenstvu v minimotu v razredu Open 50. Tijan Krševan za 4. mesto na evropskem prvenstvu v minimotu v razredu Ovale 110. In Miha Špindler za 4. mesto na evropskem pokalu v Super Enduru. Priznanje za motošportnika leta 2020 gre v roke svetovnega prvaka v motokrosu Tima Gajserja. Najboljši slovenski motokrosist v mednarodnem merilu je ubranil naslov najboljšega v elitnem razredu MXGP ter se tretjič v tej kategoriji zavihtel na najvišji motokros prestol. Hvala lepa za nagrado, ki sem jo prejel. Res vsaka nagrada mi ogromno pomeni in vsaka nagrada je neka potrditev dobrega dela skozi celotno sezono. Sedaj se že pripravljam za letošnjo sezono, leto 2021. Priprave so že v polnem teku in pa upam, da tudi v letošnji sezoni grejo stvari na stare tire, da boste lahko navijači prihajali na tekme, nas spodbujali ob progi, saj je dejansko v letu 2020 to zelo manjkalo. Še enkrat bi se rad zahvalil vsem navijačem, vsem, ki me spremljajo in obenem bi jim zaželel srečno novo leto. Ostanite zdravi in spremljajte nas. Zavedamo se, da nismo v središču vaše pozornosti, da je vaše življenje polno pomembnejših stvari in se ne more prilagajati zavarovalnici. Zato se mi prilagajamo vam. S sodobnimi rešitvami omogočamo, da smo v stiku vedno tako, kot želite vi. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.